O gnijoči državi komentar dneva Rado Pezdir. Pojasnimo že na začetku. Ta komentar ne izhaja iz nekakršne politične podstati ali ideološkega naboja. Še več, prav nič kaj dosti se mi ne zdi pomembno iskati mašila, s katerimi polnili aktualno debato o moralnem imperativu v politiki. Zato bo vse izrečeno zgolj v domeni paralaksa vprašanja institucionalne ureditve te države. Zadnje dni namreč spremljamo bizarno politično mrcvarjenje predsednika zares, debate o morali politikov in vprašanja o kongruenci političnega diskurza v javni sferi. Prave poante, ki bi morala priplavati na dan, od nikoder. Namreč, koga briga, ali politik laže ali ne. Imamo morda politiko zato, da postavljamo moralni vzvod družbi. Res? So to morda ajatole? Ma nimamo politike zato, da upravlja za državo? V tej priložnosti bi se zato morali vprašati dve vprašanje. Prvič, zakaj nimamo zakona, ki bi od udeležencev na političnem trgu zahteval jasno pojasnitev, kaj je vir njihovega premoženja in na kakšen način so ga pridobili. S tem bi odpadlo moraliziranje o tem, kakšen avto vozi kateri politik in kavalniško ugibanje o tem, kdo je kradel in kako. In drugič, zakaj se ne sprašuje, kdaj se bo zakonsko preprečilo prepletanje političnega in ekonomskega trga, tako da aktualni politiki sprejmejo konkurenčno klauzulo, po kateri ne morejo izkazovati nobene oblike interesa na ekonomskem trgu. Edino to je način, da se ne bomo več spraševali, a je moralno, da je minister, ki je podjetnik, patriot, zlorabljal svoj položaj. Zgodbe o vzdržnosti politika pred skušnjavo oblasti za oba omenjena ukrepa pač niso noben substitut.